Še nikdar v slovenski zgodovini niso bili na tako svobodnem ali osvobodilno-bojnem zborovanju, ki pa ima hkrati deloma že tudi zakonodajen in državotvoren značaj, še nikdar niso bili na takem politično tako pomembnem zborovanju zbrani od poslanci vseh slovenskih pokrajin. Zakaj v Avstriji smo bili razdeljeni na dežele? V Jugoslaviji pa nas je živela samo polovica Slovencev. Danes, sredi vojne vihre, ki divja tudi preko našega ozemlja, je tukaj na osvobojenem ozemlju zbrano predstavništvo slovenskega naroda brez ozira na vse nekdanje deželne in državne meje, da bo svobodno sklepalo o važnih in odločilnih zadevah slovenske sedanjosti in bodočnosti. Tako je pred 80 leti, v noči z 1. na 2. oktober 1943, v s težkimi zavesami zagrnjeni in svečami osvetljeni ter skrbno okrašeni dvorani Šeškovega doma v Kočevju zbrane nagovoril Josip Vidmar in na ta način začel zbor od poslancev slovenskega naroda oziroma Kočevski zbor. Toda kako je sploh prišlo do tega, da je sredi druge svetovne vojne v dvorani nekdanjega Sokolskega doma v Kočevju 3 noči zapored v popolni konspiraciji zasedalo več kot 600 odposlancev z vseh koncev Slovenije? Kakšen je pomen tega zbora, ki ga nekateri vidijo kot prvi slovenski parlament, drugi pa kot propagandno dejanje brez resnične teže? Ter zakaj se je slovensko odporniško gibanje v tako nevarnih okoliščinah sploh lotilo organiziranja volitev, kakršne bi zaman iskali drugod po okupirani Evropi? Kočevski zbor v navezavi z Avnojem je pravzaprav neke vrste unikum v Evropi. Zlasti zato, ker druga odporniška gibanja so se navezovala na begunske vlade, ki so bile po večini v Londonu, tam je bilo približno 15 begunskih vlad, ki so tudi koordinirale odporniško gibanje skupaj z britansko obveščevalno službo, SOE in pa z zavezniško vojsko. Skratka, neke potrebe po predstavniškem telesu ni bilo, kajti bila je teza, da se bodo vlade po razpadu nacistične Nemčije, fašistične Italije vrnile nazaj na svoje ozemlje in se bo neka normalna parlamentarna demokracija nadaljevala. V Jugoslaviji pa torej vidimo primer, kjer je sočasno z vojno, z bojem proti okupatorju potekal tudi boj za oblast med rojalistično vlado, ki je bila podobno kot zahodne vlade v begunstvu v Londonu in je tudi usmerjala svoje uporniško gibanje, to je bilo četniško gibanje, in pa komunisti, ki so pa znotraj Jugoslavije seveda razvili svoje uporniško gibanje in mu začeli postavljati tudi neke vrste državne temelje. No, v Sloveniji se je ta ljudska oblast, kot so ji rekli, začela graditi na osvobojenih ozemljih. Najprej že spomladi 1942, potem pa zlasti leta 1943, po kapitulaciji Italije. In tako so začeli torej nastajati ti organi oblasti in Kočevski zbor kot neko predstavništvo naj bi bil pravzaprav eden osrednjih. Na jugoslovanski ravni pa proti fašistični svet narodno-osvoboditve Jugoslavije. Torej v obeh primerih je pravzaprav šlo za neke vrste parlament. Ustanovitev tega parlamenta pa seveda tudi po kapitulaciji Italije, ko je slovenska partizanska vojska nadzorovala razmeroma veliko osvobojeno ozemlje, še zdaleč ni bila enostavna. Toliko bolj, ker našemu osvobodilnemu gibanju nikakor ni šlo samo za vzpostavitev oblastnega organa, ampak so velik pomen pripisovali temu, da poslance tega novega parlamenta dejansko izvolijo in to na, vsaj za vojne razmere, zelo demokratičnih volitvah. Ta interes, da je čim bolj demokratično to potrjeno, vse te, kar bodo vse sprejeli, to je bila velika intenca in resnična želja. So se pa že takrat zavedali, da seveda
tako kot v mirnodobnih pogojih to ne bo mogoče, ampak kljub vsemu prizadevanje tam, kjer je mogoče, da se izvede čim bolj na demokratičen način. Volitve so bile tudi ne samo po okrožjih, pač so vzeli kar organizacijsko strukturo Osvobodilne fronte, mrežo, ker ta je obstajala in je bilo najbolj praktično, ampak tudi na Primorskem naj bi bile, ki je bila takrat po kapitulacije Italije zajela vseljudska vstaja. Manj je bilo pa možnosti seveda v nemškem delu, ker seveda Nemčija in okupacijska cona je normalno delovala naprej, kjer pa je bilo odporniško gibanje vendarle v manjši meri, zlasti bolj, ko gremo v vzhodu, manj razvito. Skratka, iz tistih predelov so pa samo sprejeli določene, bi rekel, delegate, ki pač so bili delegirani, ne pa izvoljeni, ampak to je glede na razmere logično, ker hoteli so pa vsakakor temu dejanju dati vse slovenski značaj. Seveda, pa, ki je bilo možno, so bile pa izvedene volitve in kar se da, so upoštevali ta merila, da bo čim bolj v smislu dejansko prišla do izraza ljudska volja. No, volitve potekajo pač po nekih volilnih okrožjih, potekajo predvsem na osvobojenem ozemlju, potekajo sicer tudi v tistih delih, ki so še pod okupacijo, kjer je to možno. Ponekod je to seveda precej improvizirano, včasih so ljudje pravzaprav bolj kot ne delegirani, ker recimo Primorska je takrat pod velikim pritiskom in Štajerska podobno in tako naprej. Ampak kjer je bilo možno, volitve potekajo, se pravi, tako kot si jih predstavljamo, samo da pravzaprav na njih sodelujejo samo pripadniki osvobodilnega gibanja. Se pravi, ljudje, ki so za Osvobodilno fronto, ki so za politične spremembe, in taki so pač nekako zaupanja vredni potem tudi izvoljeni. Tukaj je še en element, ki je pomemben, ki ga pač ne smemo zanemariti, to je ta emancipacijski element. Volitve med drugo svetovno vojno, tudi volitve v Kočevski zbor, so bile prve volitve, na katerih so imele ženske neposredno volilno pravico. In to je seveda dajalo še poseben elan in tudi na Kočevskem zboru so seveda sodelovale ženske. Tako da ta element je tudi pokazal, v kakšno smer bo šla nova država. Bo šla Jugoslavija in bo šla Slovenija kot pač ena od republik znotraj nje. Čeprav volitve v Kočevski zbor v marsičem niso ustrezale današnjim demokratičnim standardom, je bila torej tovrstna izvolitev predstavniškega telesa, ki so ga sestavljali tako ženske kot moški iz najrazličnejših socialnih slojev, v vojnih razmerah izredno pomembna in je odigrala ključno vlogo tudi na čisto simbolni ravni, ki je navsezadnje bistvena za vsak parlament. Volitve niso samo matematičen izračun oziroma postopek podeljevanja glasov in zrcaljenja tega v parlamentu. Volitve so simbolični ritual prenosa oblasti. Kakršnekoli že so izjemno pomembne v vsakem sodobnem oblastnem sistemu. Poleg tega sodobni parlamenti seveda so tudi deskriptivna reprezentacija, ker pomeni ljudje, ki sedijo v parlamentu, so odslikava ljudstva, ki ga predstavljajo. V idealnem parlamentu imamo kmete, obrtnike, delavce, intelektualce, odvetnike, zdravnike in v Kočevskem zboru pravzaprav, ki je bil več kot 500 članski, 572 je bilo teh od poslancev, so seveda bili iz najrazličnejših plasti. In sporočilo, da je pravzaprav en organ, ki pravzaprav ni združba neke ozke koncentrirane elite, ampak predstavlja širše plasti prebivalstva, je izjemno pomembno. Da so se voditelji Osvobodilne fronte še kako zavedali simboličnega pomena Kočevskega zbora, pa ne kaže samo ves napor, ki so ga vložili v organizacijo volitev, ampak tudi skrbno pripravljeno zasedanje tega ljudskega parlamenta. Izvoljeni in delegirani odposlanci so se namreč v 3 jesenskih nočeh od 1. do 4. oktobra 1943
naskrivaj zbrali v še danes stoječem Šeškovem domu v Kočevju, ki so ga za kraj tega največjega političnega zborovanja med drugo svetovno vojno izbrali po skrbnem premisleku. Po kapitulaciji Italije septembra 1943 so nastale ugodne politične in seveda tudi vojaške razmere. Velik del, skoraj ves del Ljubljanske pokrajine je bil svobodno ozemlje in Kočevje je nekakšno središče tega osvobojenega ozemlja, ki je bilo tudi nekoliko odmaknjeno od zunanjih meja osvobojenega ozemlja in v primeru, da bi ga pač izbrali, tudi dostopno tako z vzhodne, kakor tudi z zahodne strani. Imelo je tudi pomembno strateško zemljepisno lego, zato je bilo tudi po mnenju organizatorjev tega političnega zbora malo verjetno, da bo Kočevje napadano strani sovražnih letal. Poleg tega pa je bila izbira kraja tudi nekako imela simboličen pomen, kajti Kočevje je bilo 600 let središče nemškega jezikovnega otoka sredi slovenskega etničnega ozemlja in kot tako naj bi pa zdaj Kočevje postalo rojstni kraj nove slovenske ljudske oblasti. Za celoten zbor je veljalo, kar je tukaj zasedal od petka 1. pa do nedelje oziroma ponedeljka 4. oktobra 1943 veljala stroga konspiracija, ki so se je pač držali. V bistvu odposlanci naj ne bi hodili brez kakršnega koli razloga v mesto, to se pravi, bi se prosto gibali, ker ko so prišli po končanem zasedanju na svoja bivališča, so pač šli počivati, tako da so dopoldan in pa zgodne popoldne tako rekoč prespali. In potem so se pa že pripravljali oziroma so kaj debatirali, razpravljali. Proti 9. uri zvečer so se pa že potem je bilo poskrbljeno za prevoz, da so se pač spet sestali tu v tej dvorani. Ker je zasedanje potekalo v tako strogi konspiraciji, da celo nekateri od poslanci na začetku niso vedeli, kam so namenjeni, so Kočevci v resnici šele veliko kasneje odkrili, da se je v njihovem kraju odvil tako pomemben zgodovinski dogodek. In vendar starejši domačini pripovedujejo, da je bilo že takrat jasno, da se v njihovem kraju dogaja nekaj posebnega. Nekaterim zato, ker so bili vključeni v pripravo dvorane. Drugim, ker jim ni ušlo živahno dogajanje okrog Sokolskega doma. Spet tretjim pa zato, ker so jih iz Kočevja izselili, da so lahko v njihova stanovanja namestili odposlance, ki jim je bilo treba za čas zasedanja najti streho nad glavo. Mi smo živeli takrat prav v sredi Kočevja, oče je bil trgovec, tako da potem je prišla pa ene vrste mobilizacije. Mi smo enostavno se morali iz Kočevja izseliti, kar je bilo ožje družine, seveda mama pa moj brat pa jaz, oče pa seveda moral v trgovino naprej peljati. No, ne vem pa ne, a smo mi morali tudi posoditi stanovanje, kar je bilo takrat običaj, saj tako so pripovedovali, zaradi tega pač, ker so iskali stanovanje. Ta čas, ker je bilo, se je tale dvorana delala, ne, pa ker smo tukaj blizu stanovanj, sem jaz 15 let star, pa sem tukaj prišel, pa tudi še moj brat, ker sem mu pa to polno, pa prijatelji, in smo prišli tudi noter v dvorano, ki je bilo odprto, in smo videli, kako je gospod Fabijan, dober pleskar, vse te napise pa barval, pa vse to delal. Ne? Kot sem že omenil, gospod Dore Klemenčič Maj je bil odgovoren in nosilec te aktivnosti za pripravo zbora, kar se tiče ureditve same dvorane. No in tako sta tudi ta oder so postavili Sušic, ko so jih verjetno pripravili delavci in pripeljali. Je bilo na lesenih kolesih 4, to je bilo 1,5 metra cirka in to se je po tem prostoru premika, črko za črko, ali 2, ne na pamet govorim. Tega odra še ni bilo, zato je bilo treba tudi tako više in to je poudaril, pa sem prepozabil,
da se je vse to majalo, seveda to je bilo na suhih, tenkih junih, to ni bilo tako zgrajeno, stabilno in so to pomikali, potem in to vse naredili. Omenili celo to, da mu je na koncu zmanjkalo nekaj centimetrov, preblizu, premalo razmake, je šparil, pa se je potem to potegnilo. Pri okrasitvi dvorane so torej pomembno vlogo odigrali domačini. So pa organizatorji, ki so se dobro zavedali pomena Kočevskega zbora, posebej zanj naročili tudi vrsto del znanih slovenskih partizanskih umetnikov. Dvorano so bili posebej za okrasitev in za poslikavo, sicer ne fizično, razen nekaterih izjem, zadolženi znani slovenski likovni umetniki, Nikolaj Pirnat, Dore Klemenčič Maj, potem Dragoj Nande Vidmar, Božidar Jakac. Recimo na odru so bili portreti vseh velikih treh voditeljev protifašistične koalicije, Roosevelta, Stalina, Churchilla in seveda Josipa Broza Tita. Na balkonu pa so bili potem, pa sta Nikolaj Pirnat in pa Dore Klemenčič Maj naslikala simbolične like kmeta, delavca, partizana. Sama dvorana je bila pač na zunaj, oziroma sama stavba, od zunaj se ni nič videlo, je bilo vse v temi, tudi ni bilo javne razsvetljave, čeprav je Kočevje imeli elektriko že od konca 19. stoletja. V glavnem, kakor so pa tudi poslanci v svojih spominih zapisali, ko so prišli v temno vežo, so iz te temne veže Sokolskega doma prišli v osvetljeno in slavnostno okrašeno dvorano. In v tej slavnostno okrašeni dvorani se je v 3 zaporednih nočeh trlo ljudi. Tam je bilo 572 neposredno izvoljenih in 78 delegiranih od poslancev. Prisotni so bili vidni člani Osvobodilne fronte, od Borisa Kidriča in Edvarda Kardelja pa do Josipa Vidmarja in Edvarda Kocbeka. Prav na ta dogodek so v Slovenijo prvič prišli tudi gostje iz jugoslovanskega partizanskega gibanja z Ivanom Ribarjem, Milovanom Džilasom in Vladimirjem Dedjerem na čelu. Dogajanje pa je spremljal celo vodja britanske vojaške misije v Jugoslaviji, major William M. Jones. Odposlanci so v 3 oktobrskih nočeh sprejeli vrsto pomembnih sklepov, med drugim sklep o splošni mobilizaciji, obsodbo vlade v egzilu in sklep o nepriznavanju starih meja ter o pridružitvi povojni federativni Jugoslaviji. Izvolili so plenum Osvobodilne fronte kot najvišji organ OF ter Slovenski narodno-osvobodilni odbor kot vrhovni organ slovenske ljudske oblasti, ki se je kasneje, februarja 1944, na zasedanju v Črnomlju preimenoval v Slovenski narodno-osvobodilni svet. Izbrali so tudi delegate, ki so še isto leto odpotovali na drugo zasedanje Avnoja v Jajcu. A naj so bili ti sklepi še tako pomembni, se zdi, da se je sodelujočim v spomin še bolj vtisnilo izjemno vzdušje, polno čustvenih nagovorov in ganjenosti ob tem simboličnim pomenom nabitem dogodku. Ja, mnogi so zapisali, da je bil to najlepši trenutek v njihovem življenju. S kakšnim zanosom so pač sodelovali pri razpravah, poslušali, ne vem, peli partizanske pesmi, ker na koncu je bil to neke vrste tudi miting, predvsem prvi slavnostni del je bil namenjen temu sproščenemu vzdušju, da se odposlanci tudi nekako med sabo začutijo. Oni so sedeli v tej dvorani stisnjeni. Tukaj morate vedeti, da je bilo 600 ljudi, ki niso imeli dovolj prostora, da bi lepo udobno sedeli. Tako da vzdušje je bilo nepopustno, tako da marsikateri od poslank in poslanka ga niso mogli z besedami enostavno opisati. S takšnim zanosom, da postavljajo, kakor so zapisali, temelje slovenske državnosti. Popolnoma vsi se strinjajo, da je bilo izjemno dobro organizirano, da so bili fascinirani za vojne razmere, da to je bilo, ravno so bili vsi, da rečem, fascinirani nad tem in tudi vzdušjem dvorani. Vemo, da je bil napis gor, narod si bo pisal sodbo
sam in dejansko je to nekako, to vzdušje je zares nekako podpirajo ta napis. Ne. Se mi zdi primeren je zapis Milovana Džilasa v Wartime, to je knjigi, ki je izdal v drugi svetovni vojni, kjer to opisuje v zares zelo dober opis, kjer opisuje, kako je ta dvorana nekako dihala kot eno, kjer pa niso bili glavni junaki v navednicah, ne, voditelji odporniškega gibanja Vidmar, Kidrič, Kardelj, ampak kar slovenski, on piše kar slovenski narod kot taka. Ne. Ta nacionalni naboj je bilo čutiti kot izjemno pomemben. Jasno, ta zbor, potem je takrat kapitulacija Italije, je bil sklep o priključiti Primorske k Sloveniji, k svobodni Sloveniji in Novi Jugoslaviji. Skratka, vzdušje je bilo takrat v tem smislu zelo močno motivirano in to se je tudi na zboru odrazilo, ne, iz tega zornega kota. Če berete te govore, ki so tudi objavljeni, pozdrave in tako naprej, zlasti Primorcev, pa tudi drugih, ne, se vidi ta naboj, ne. Se vidi, da je pravzaprav to gibanje, ki ga ni več mogoče ustaviti in ki postaja država. Tovariši in tovarišice. Ta zbor bo ostal v osvobodilnem boju slovenskega naroda kot eden najpomembnejših mejnikov. Pomemben bo za ves nadaljni razvoj našega boja, predvsem iz dveh razlogov. Prvič, ker je živo potrdilo pravilnosti naše dosedanje borbe, drugič, ker je položil najvažnejše temelje za svobodno in demokratično bodočnost slovenskega naroda. Vam nihče ne more odvzeti mandata, da predstavljate slovenski narod. Izšli ste iz borbe, ste organ narodno-osvobodilne borbe. Prav zaradi tega ne more biti danes bolj demokratičnega organa ljudske oblasti od vas. Ljudska oblast, ki raste iz sedanje borbe, ni od zgoraj vsiljena. Ona je zrasla iz naroda samega, ustvaril jo je slovenski narod v svoji najtežji in najbolj junaški borbi in zato najbolj odgovarja našemu ljudstvu. Negujte to oblast, razvijajte jo, čuvajte jo kot zenico svojega očesa. To je prva zares vaša, zares naša slovenska, ljudska oblast. Zanosne besede, tako strani voditeljev Osvobodilne fronte kot običajnih ljudi na Kočevskem zboru, pa so toliko bolj razumljive, če pomislimo, kako nesamoumevno je pravzaprav, da se je takšen dogodek sredi vojne vihre na razkosanem in okupiranem slovenskem ozemlju sploh odvil. To je bilo seveda po svoje, sploh z današnjega stališča, neko zelo pogumno dejanje. Ne samo pogumno, ampak pravzaprav si človek težko predstavlja. Ne. Tukaj so okupacijske razmere, tukaj so 4 okupatorje, ker tudi NDH je okupirala del tega. Vsak ima svoj nek upravni sistem, nekateri deli so formalno vključeni v druge države, drugi niso formalno, recimo nemška okupacijska cona, ne, so pa dejansko in po rasni zakonodaji in pa vsem. In v takih razmerah reči, za nas okupacijske meje ne obstajajo žice, minska polja in tako naprej, za nas obstaja slovenski teritorij kot celota, ne obstajajo tudi stare meje, ne, se pravi Rapalska meja, meja, ki jo je imela kraljevina Jugoslavije z Avstrijo, ne, po Saint-Germainski pogodbi, in tudi meja z Madžarsko. Ne. Za nas obstaja nacionalni prostor in to bo naša država in tukaj bomo delovali. Ne. To je bilo pravzaprav nekaj nepredstavljivega, ampak na koncu je uspelo, razen seveda, da ni zajelo celotnega slovenskega nacionalnega ozemlja. Prav v tem kontekstu pa gre na vsezadnje misliti tudi pomen Kočevskega zbora. Čeprav se je ta sestal samo enkrat in je bilo že vnaprej jasno, da gre za začasno medvojno telo, je namreč za vojne razmere na skoraj učbeniški način postavil temelje slovenske državnosti, kar se na takšen način ni zgodilo nikjer drugje po okupirani Evropi. Kočevski zbor je sprejel nekaj pomembnih odločitev, recimo to, da so opravili s starim režimom, vse na deklarativni ravni je seveda izjemno pomembno, ne? Pa še številne druge odločitve, ki so pomembne bolj stališča mehanike oblasti,
ampak pomembne je kot, bom rekel, sama kvaliteta odločitev je dejstvo, da jih ni sprejel morebiti samo izvršni odbor Osvobodilne fronte, kar bi bilo mogoče, kar se je v drugih osvobodilnih gibanjih dogajalo. Pomembno je bilo, da so te odločitve imele to vrstno legitimacijo na to vrstnem organu, ki je opravljal številne, še enkrat poudarjam, parlamentarne funkcije. Velikokrat slišimo, da je poljsko osvobodilno gibanje vzpostavilo podtalno državo. Marsikaterem oziru seveda je vzpostavilo podtalno državo bom rekel, celo z uradništvom, z številno strukturo, ne? Ampak vendarle toliko, bom rekel, daljnosežnih korakov, kolikor pa jih je naredilo slovensko osvobodilno gibanje, pa tudi ne. Zato je zaslužna predvsem učinkovita organizacija, izkušnje z dolgoletnim podtalnim delom, predvsem pa ne smemo zanemariti tudi, bom rekel, zelo daljnosežnega in politično, bom rekel, zelo opismenjenega pogleda na stvarnost. Kadarkoli se vzpostavlja nova oblast, imamo najprej neke vrste začasnih predstavništev, začasnih parlamentov, ampak imamo te vrstne začasne parlamente, ki pripravljajo zakonodajo, podlage za to, da se potem v mirnodobnem stanju, miru oblikujejo, odvijajo volitve in potem oblikujejo načeloma ustavo dajne skupščine in se vzpostavlja parlament. Se pravi, stališča vzpostavitve nove oblasti je tudi v izjemnih časih druge svetovne vojne slovensko osvobodilno gibanje učbeniško sledilo nekemu idealu. Če je torej Kočevski zbor postavil temelje slovenske državnosti, pa je hkrati to državnost nedvomno videl v okviru širše tvorbe, na novih političnih temeljih zgrajene Jugoslavije. Nikakor ne nepomembna dimenzija, sicer z nacionalnimi čustvi nabitega zborovanja v Kočevju, sta bila tako tudi sprejetje sklepa o pridružitvi po vojni Jugoslaviji ter izvolitev delegacije za drugo zasedanje AVNOja, na katerem so delegati prvič sprejeli za Slovence izredno pomembno zavezo, da bo nova povojna Jugoslavija urejena federativno. Je drugo zasedanje AVNOja, ki je sledilo, ne? In to je pravzaprav nasledek Kočevskega zbora, ker Kočevski zbor je izvolil tudi poslance za AVNOj. Je pa zakoličilo federativni koncept Jugoslavije. Ne? Se pravi, je priznalo Slovencem pravzaprav to avtohtonost, ne, to željo po lastni državi znotraj federacije. Ne samo Slovencem, ampak vsem pač priznanim na drugem zasedanju AVNOja priznanim narodom. Ne. In tukaj pa torej ni bilo nasprotja med slovenskimi interesi in med interesi jugoslovanskega odporniškega gibanja, ker je Tito vedel, da Jugoslavija lahko obstaja samo kot federalna država. Ne. Vemo, predvojna Jugoslavija je bila zasnovana na unitarizmu, to pomeni nepriznavanju posameznih narodov in drugič in centralizmu. Dočim zdaj ta koncept pa je temeljil, to se pravi, na priznavanju posameznih narodov, potem na njihovi enakopravnosti in pa seveda na federalnem konceptu. Skratka, znatno oziroma popolno nasprotje predvojnega koncepta. Da sta se slovenska in jugoslovanska državnost sredi vojne izgrajevali na takšen način, pa ni ušlo ne okupatorjem, ki so imeli o dogajanju v Kočevju podrobne zapisnike, ne zaveznikom, ki so se v tem času vedno bolj odmikali od jugoslovanske vlade v izgnanstvu in spoznavali, da je prav slovensko oziroma jugoslovansko partizansko gibanje tisto, ki je sposobno ne le resničnega vojaškega odpora, ampak tudi izgradnje nove države. Ta vtis, ki ga oblast ustvari, če je legitimirana v enem tovrstnem predstavniškem organu, je sila pomemben, to kaže zgodovina tudi v komunikaciji s tujino. Če se, bom rekel, posamezniki oziroma neki oblastni revolucionarni organi sami po sebi postavljeni pogovarjajo s tujimi predstavniki, je drugače, kakor če imajo to vrstno legitimacijo. Kakorkoli je že utemeljena, še enkrat poudarjam, v vojnih razmerjih je iluzija pričakovati, da bi pravzaprav izvedli, rekel, takšne demokratične procese, ko jih lahko v mirnodobnem stanju. Ne? Tudi v vojnih razmerah pa je izjemno pomembno, če je le mogoče, da to izvedemo in pravzaprav je potem to tisti argument, s katerim se lahko legitimira odločitve te oblasti tudi sicer. In na koncu se je izkazalo, že ob koncu leta 1943, da jim je to dajalo tudi legitimiteto, se pravi na mednarodnem parketu. S tem, ko je bilo narodno osvobodilno gibanje ob koncu leta 1943 strani velikih treh
tudi priznano kot edino odporniško gibanje v Jugoslaviji. In to je bilo zelo pomembno, kajti na podlagi tega priznanja je Narodno-osvobodilna vojska začela dobivati pomoč Britancev, Američanov, zlasti Britancev. Poleg tega je pa postala tudi sogovornik v pogajanjih glede povojne ureditve sveta. To je tudi pomenilo, da je morala zdaj begunska vlada z njimi sodelovati in na podlagi tega sodelovanja tudi s pritiski zaveznikov pride kasneje tudi do oblikovanja skupne rojalistično-partizanske vlade, tako imenovane vlade Tito Šubišić. Če je Kočevski zbor v povezavi z drugim zasedanjem Avnoja tako odigral izjemno pomembno zgodovinsko vlogo in pomagal tlakovati pot k ustanovitvi naše nekdanje države, pa nam je pogled na to, kakšne napore so naši predniki vložili v to, da so celo sredi vojne vihre organizirali volitve in vzpostavili politično telo, ki bi imelo legitimnost, lahko v opomin tudi danes, ko razočarani nad pomanjkljivostmi parlamentarne demokracije, nad volitvami velikokrat samo zamahnemo z roko. Glasov, slišanih glasov je več kot morda kadarkoli v preteklosti. Ampak parlamentarna demokracija kot predstavniški sistem pa seveda je v krizi. Sodobnih, kompliciranih družbenih mehanizmov pa seveda ni mogoče obvladovati, oziroma noben se še ni spomnil mehanizma, kako bi lahko z njimi upravljal, če ne preko sistema predstavniške parlamentarne demokracije. In zato pravzaprav je zelo pomembno, da mi v ta koncept, v to idejo še naprej verjamemo, jo podpiramo, hodimo na volitve in razumemo, kaj pravzaprav pomeni odhod na volišče. To, kot rečeno, ni zgolj prispevek k matematičnemu izračunu bodoče sestave parlamenta, ampak simboličen ritual predaje oblasti. In tega so se še kako zavedali med drugo svetovno vojno. Danes pa pravzaprav ugotavljamo, oziroma žal ugotavljamo, da se tega ljudje in tudi oblast velikokrat premalo zaveda. In če nam lahko kaj izkušnja Kočevskega zbora pove, nam lahko pravzaprav pove točno to, kako pomembno je, da mi pravzaprav vzpostavljamo ta ideal, oziroma da mi verjamemo v ta ideal, oziroma da izvajamo tudi v vojnih razmerah, prakticiramo ta ritual simbolične predaje oblasti. Dokler smo prepričani, da kar oblastniki od nekod pridejo in da je pravzaprav vse ena teorija zarote in da itak človek v ničemer ne odloča, potem bomo zares imeli težave.